lahko rečem za Stevanovića, zasledil sem isti stavek, ki ga je rekel Boris Vezjak, in sicer Zoran Stevanović je neprimeren lik za predsednika državnega zbora. In isti stavek je bil podnaslovljen v podcastu Dela. Če bi Zoran Stevanović bil lik, ki bi podprl tisto koalicijo, za katero stoji lastništvo Dela, potem bi bil pa ta ni primeren je primeren ali pa celo je zelo primeren. Meni se to upira v dno duše. Jaz se ne strinjam recimo z idejo o NATO, zato ker je NATO pač naša varnost in nima smisla ven hoditi, zato ker se sami ne bomo mogli obraniti. To je pa moje mnenje, dopuščam pa vsakemu, da ima svoje mnenje. Jaz sem prepričan v tem trenutku, da je treba Zoranu Stevanoviću dati možnost, da dokaže, da se da to delati tudi na visoko profesionalnih nivojih. Mi najprej potrebujemo nazaj dobiti kulturo parlamentarnega življenja, nazaj dobiti ugled parlamenta, nazaj dobiti to, da je zavedanje o tem, da je državni zbor najpomembnejše zakonodajno telo v Sloveniji in da smo vsi od njega odvisni in da tam morajo biti samo najvišji standard. In jaz sem prepričan, da Zoran Stevanović se seveda zaveda, on je zelo ambiciozen človek, on se zaveda, kaj je dobil, ne nazadnje bila simpatična gesta, zelo simpatična, moram reči, smo videli to fotografijo, ko je z obema rokama stisnil roko Janeza Janše, tem je izrazil svojo veliko hvaležnost, ker se je točno zavedal, komu seveda tudi dolguje tvojo izvolitev. In sem prepričan, da bo v tem duhu tudi ravnal in sem prepričan, da ne bo naredil nič, da bi se tej funkciji izneveril.